Lepo pozdravljeni ponovno v SDS-ovem podkastu. Tudi danes imamo zanimivo gostjo. Z nami je predsednica podmladka Slovenske demokratske stranke Simona Purka. Živijo, Simona. Živijo, Kristina. V teh dneh imate prav poseben dogodek, mladinci, če tako rečeva. Poveš kaj več o tem? Tako je, v soboto 18. novembra praznujemo že 34. obletnico Slovenske demokratske mladine. Natančneje je bila ustanovljena 31. oktobra 1989, takrat še kot socialdemokratska mladina. In mi smo zelo ponosni, da smo politični podmladek s tako dolgo tradicijo in da smo tudi največji in najmočnejši politični podmladek v Sloveniji. Mogoče za perspektivo poveva, da si ti stara 25 let, torej si 9 let mlajša od SDM-a. Od SDM-a, tako. Si pa v letošnjem letu prevzela vodenje SDM-a. Kako se počutiš kot predsednica? V bistvu mi je veliko čast, res veliko čast, da lahko vodim takšno organizacijo. Hkrati pa to sprejemam z veliko mero odgovornosti, ker kot prvo nismo majhen podmladek in ni najbolj enostavno voditi toliko veliko mladih, pa na toliko veliko področjih. Pa tudi zato, ker ravno zaradi tega, kar sem prej rekla, ker imamo tako dolgo tradicijo, ker smo poznani, ker smo tudi podmladek največje stranke in se mi zdi, da pač vse, kar delamo, mora biti res dobro premišljeno, narejeno z veliko mero odgovornosti in tako naprej. Tudi, če pogledamo tvoje predhodnike, Alenka Jeraj, Anja Bah Žibert, Žan Mahnič, Dominik Štrakl, ker veliki so ti čevlji predsednika, ne? Tako je. V bistvu mislim, da sem zadnjič gledala, da je trenutno v državnem zboru 8 bivših članov SDM-ja, od tega 3 predsedniki bivši. Kako zelo pogoste so te debate, ne? Da mladih politika ne zanima, da se jim zdi to pač brez veze. Kako ti vidiš zanimanje mladih do politike? Po eni strani se zdi, kot da jih ne zanima, predvsem zaradi tega, ker ne spremljajo medijev. V bistvu vse, kar mladi spremljajo, so socialna omrežja. Po drugi strani, ko pa v bistvu začneš se z njimi pogovarjati, pa mogoče odpreš neko temo, pa vidiš, da vendarle nekaj spremljajo, nekaj vejo. In mladi so v bistvu po duši uporniki, ne? In oni bodo, ko bodo začutili, ko bo šlo za neko stvar, takrat jih bo zanimala politika, pa tudi takrat, ko se njih tiče. Problem je samo, kako pač aktivirati mlade, da bi recimo se tudi vključevali aktivno, v politične podmladke ali pa v druge organizacije, ki se ukvarjajo s temi temami, ker na koncu, v bistvu mladi, kdo se bo boril za mlade, če ne mladi, ne? Mladi točno vemo, kaj si želimo, kaj potrebujemo in ne morejo vedeti starejši, kaj mi rabimo, ne? In če se mi ne bomo sami postavili zase, pa bili glasni, potem od tega ne bo nič, ne? A bi se strinjala recimo s tem, da so podmladki strank nekako aktivističen del stranke? Ja, v bistvu bi se. Tudi jaz Slovensko demokratsko mladino vidim, da je tudi v tem delu zelo močna. Predrzna? Predrzna. Ja, v bistvu jaz vidim podmladek kot v bistvu neko podaljšano roko stranke, ki si lahko dovoli več kot stranka, ne? Se pravi, da mogoče malo bolj udaren, provokativen način opozori na, napake vlade, na določena dejanja. Meni osebno je bila zelo všeč vaša akcija, ki ste zdaj že nekdanjemu ministru za zdravje odnesli kot darilo pižamo. Ja. Kaj ste želeli s tem sporočiti? Ja, v bistvu smo šli povedati, da naj se zbudi, ne? Takrat se veste, da je sladko spal. Pa rajši šel, kot se zbudil. Ja, v bistvu pa takrat je bilo še to, da je bila neka novinarska konferenca ministrov in on je prišel, zgledali, da je prišel v pižami, no, na tisto novinarsko konferenco in ker spodaj je imel normalne hlače, smo rekli, da imamo, da bo vsaj imel celo pižamo, ne, če že ves čas spi. Smo mu pa pač na koncu tudi napisali v pismu, da vendarle situacija v slovenskem zdravstvu ni nočna mora, ne, ampak je realnost in da naj se počasi budi pa začne kaj delati na tem. Ja, čeprav kar deluje kot nočna mora. Ja. Ste takrat dobili kakšen feedback iz ministrstva? Ja, v bistvu minister osebno nam je odgovoril in se zahvalil za pižamo. In jaz sem prepričana, da jo nosi. Ja, ker je bila lepa. Zdaj ima veliko časa. Ja. Kakšne so pa sicer še druge aktivnosti, ki jih v SDM opravljate? Ja, vse živo, ne vem, kje naj začnem.
V bistvu Slovenska demokratska mladina, oziroma lahko rečemo tudi na splošno za podmladke, to je neka kalilnica mladih politikov. Ampak ne samo, to ni prostor samo za tiste, ki se recimo želijo biti poslanci. Ne? To je kalilnica vseh možnih vrst kadrov. In se mi zdi, da je prav zaradi tega, ne, kar jim dajemo z raznimi izobraževanji, z delavnicami, z v bistvu tudi konkretnimi nalogami, preko katerih morajo osvojiti določena znanja in ki jim bojo gotovo koristila naprej v življenju. Se mi zdi, da je to odlična odskočna deska. In jaz dostikrat tudi rečem, da toliko znanja, priložnosti in izkušenj, kot jih mladi dobimo v SDM-u, jaz sem bila že sodelovala pri mnogih organizacijah, pa nikjer nisem dobila toliko tega znanja in izkušenj. Ker je zelo pomembno. Mogoče kdaj od zunaj izgleda, da je to samo pač neki žuri in zafrkavanje po socialnih omrežjih. Pač to je tudi naša, če rečem temu, strategija. Če hočeš ti pridobiti več mladih, pa jih pripeljati, mlade pač pritegne zabava. In tudi če je nek dolgočasen mogoče dogodek, lahko iz tega narediš neko zabavno vsebino za socialna omrežja. In s tem mogoče pritegneš koga, da se pridruži. Marsikdo se je v bistvu tudi tako pridružil, veliko nam tudi pišejo na socialna omrežja. In se mi zdi, da moramo pokriti vse možne spektre, kjer lahko pač pridobimo mlade. Pač moramo biti aktivni in prisotni tam, kjer so mladi. Spremljate pa seveda tudi vso zakonodajo, ki se tiče mladih, ali štipendije, socialna problematika. Predvsem se odzivamo na tematike, ki se tičejo mladih, tako kot so bili, ne vem, ali študentski domi, stanovanja in tako dalje. Ampak nasplošno pa tudi druge vsebine. Zdaj smo bili zelo aktivni, kar se tiče, ne vem, ko je bila parada ponosa, smo šli tja z enim sporočilom, da obstajata samo dva spola, moški in ženski. In seveda je to sprožilo burno reakcijo, ker smo očitno dregnili ne vem kam, z enim enostavnim dejstvom. Najbrž si videla, da so nas tam tudi napadli. V bistvu so nas pred borci za ljubezen in mir in spoštovanje mogli braniti policisti, prav narediti zid. To je ena stvar, no, pa še danes v bistvu se veliko ukvarjamo s to temo, teorijo spola, LGBT, ideologija in tako dalje. Druga, s katero smo se zdaj tudi veliko ukvarjali, so pa migracije. Mi smo 2 tedna ali pa mogoče malo več nazaj šli v Brežice, kjer smo hoteli na lastne oči videti, kakšna je situacija. Ker nekaj je tisto, kar mediji poročajo, pa lahko rečemo in levi in desni, nekaj je pa tisto, kar ti dejansko sam vidiš in kar ti povejo domačini, ki tam živijo. In dejansko smo bili zelo šokirani, ko smo prišli tja. Ogledali smo si celo tisto območje, kjer je postavljena meja, če se temu sploh lahko reče meja. Not je polno lukenj, komod greš, prehajaš mejo, brez kakršnega koli problema. In oni tudi tam, ti domačini, zelo skrbijo za to, kdo se tam sprehaja. In ker oni pač niso nas poznali, ko smo tja prišli, pa prišli smo z nekim kombijem, ni bilo, mislim, da 3 minute, ko se je en domačin s traktorjem pripeljal pogledati, kdo smo. Se pravi, domačini opravljajo nalogo policije. Ampak da ne bom krivice policije naredila, policija je tam zelo aktivna. Tudi oni tako, recimo, ta prvi, ko opazi, takoj pokliče policijo in policija pride. Hočem pa povedati, da se jim delajo veliko škodo, ker oni dobesedno živijo na meji, tam imajo razne vrtove, dvorišča in jih je strah. In tam, ko smo si pogledali tiste luknje, pa ne vem, kaj vse so nam tam pokazali, dobesedno peljali so nas po celi vasi, pa še naprej po železnici posod. In ko smo govorili s temi domačini, oni so dejansko na nek način obupani. Oni vejo, da posluha od vlade ni. In začeli so si pač delati ograje okrog lastnih hiš. In so zagrajeni, vsak zase. Pa pse so si umislili, tudi tisti, ki jih prej niso imeli. Tako da žalostno je videti to. Pa tudi
to vse te zgodbe, ki ti jih povejo. No. Res žalostno. Tako da tle bomo tudi še vedno se ukvarjali s to temo, no, in opozarjali na to, ker je to nekaj zelo pomembnega. V bistvu varnost je neka osnova, nekaj, kar pač more biti. Ne. Prej so že malo načele. Po eni strani ljudje pravijo, mladi se premalo udejstvujejo v politiki, po drugi strani pa potem recimo pri političnih podmladkih, pa konkretno, če rečeva zdaj SDM, rečejo, vse to so pa Janševi mladinci. Ja, Malo dvolično recimo v javnosti delujejo. Ne? Nekako, mislila sem, da ste označeni s tem negativnim prizvokom. Ne? Ja, ampak se lik zaradi tega, ker so mediji v teh 30 letih oziroma še več uspeli Janeza Janšo predstaviti kot neko negativno osebo. A ne? Mi smo pa zdaj njegovi otroci oziroma njegovi mladinci, ki delamo to, kar nam stric Janez reče. A ne? Čeprav ni tako, a ne? Ampak potem ponovadi jaz se začnem s takim človekom pogovarjati. A ne? In potem, ko vidim, kaj on misli, pa ko jaz povem, kako dejansko je, pa ga povabim, naj pride zraven, pa bo videl. Pol zelo hitro se potegnejo nazaj in dostikrat se potem tudi celo pridružijo. Predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da nas ljudje gledajo sploh ne kot ljudi, da smo mi neki roboti, neki ne vem kaj sploh. In potem dostikrat dobim komentar, vi ste pa v bistvu čisto normalni. Ja, po možnosti, ne vem, kot neki vojščaki, ki na študentsko napotnico delate v kleti. Ja, tako, ja. Pa mogoče poveva, da se zdaj nahajamo v kleti. V kleti. To je naša klet. Skratka, Simona, kongresa, ne? Mene osebno recimo je presenetilo, da je nekako šlo kar na nož, ne? Za Slovensko demokratsko stranko, sploh od zunaj nekako je pričakovati, oziroma spet javnost pričakuje, da je pač jasno, kdo je predsednik, kdo je na kateri funkciji. Da Janez določi. Nekako tako, a ne, po domač. Ampak je bila kar taka zanimiva in lepa bitka, ne? Ja, lik zaradi tega, kar sem prej rekla, ne? Ker javnost si, jaz ne vem, predstavlja našo stranko kot neko, ne vem, diktaturo ali jaz ne vem kaj, čeprav smo najbolj demokratična stranka, tudi v imenu imamo Slovenska demokratska stranka, Slovenska demokratska mladina. In na letošnjem kongresu sva se za mesto predsednika potegovala 2. Tako da sva imela normalno kampanjo, tako kot kje druge. Vsak je mogel pač pridobiti svoje glasove, hodila sva po terenu, imela predstavitve in potem pač je zmagal boljši. Ne? No, se ta teren, ne? Kako je recimo organiziran SDM? Ja, mi smo organizirani v občinske in mestne odbore in v regijske koordinacije. Zdaj nismo pač prisotni v vseh občinah, zato imamo v nekaterih medobčinske odbore, v nekaterih pa zdaj tudi napolno ustanavljamo. Tako da imamo vedno večjo pokritost. Ja, in potem te odbori v posamezni regiji se pa združujejo v regijske koordinacije in tudi regijske koordinacije se potem srečujejo na svojih sejah. Tako da v bistvu se mi zdi, da smo organizirani na način, da se za vsakega najde prostor. Tudi na mednarodnem področju ste v redu organizirani, ne? Ja, v bistvu imamo na državni ravni 4 odbore. Eden od njih je tudi odbor za mednarodne aktivnosti. Imamo mednarodnega sekretarja, ki to vodi, to je naša Zala Tomašič. In se udejstvujemo tudi mednarodnih dogodkov, raznih kongresov, ne vem, konferenc in tako dalje. Mogoče, če omenim, ne vem, kot zanimivost, meni najljubši dogodek je bil, ko smo šli z Zalo v London in smo praktično pristali na rojstnem dnevu od Borisa Johnsona. To je bilo meni, tako, mi bo vedno ostalo v spominu. No? Ampak tako, hočem tle na tem mestu res, jaz sem prav ponosna na naše člane, moje člane, ker tudi recimo, če sam pogledam odbor za mednarodne aktivnosti, koliko so zagreti, koliko so zavzeti, koliko se dejansko pripravijo na stvari, si preberajo, ne vem, pišejo resolucije, jih zagovarjajo, predstavljajo, si vzamejo čas, ljudje morajo vedeti, da ves ta čas, ki ga mladi namenjajo v podmladku, je prosti čas. In to ni kar tako. No? In to so res dobri, konkretni predlogi in rešitve. In, ne vem, jaz res moram reči, da sem ponosna. No?
Zdaj, nekakšna usmeritev stranke oziroma predsednika stranke za letošnje in prihodnje leto je krepitev članstva. Ja. In enako velja verjetno tudi za Slovensko demokratsko mladino. Kako vam gre? Ja, počasi je vztrajno. Ja, ravno s tem, ker smo veliko na terenu, poskušamo tudi preko raznih stojnic, pa sodelovanjem na raznih dogodkih večjih, kot je, ne vem, Celjski sejem, Ribenški sejem, ne vem, kje vse smo še bili, no, da se tam predstavimo. In dejansko se ljudje tam ustavijo, ne, sploh mladi se ustavijo in ko se začneš pogovarjati z njimi, s tem kar veliko pridobimo, no. Druga stvar so socialna omrežja, tle tudi ogromno dobimo, sploh s kakšnimi, ne vem, s takimi akcijami, kot smo prej omenjala, ne. Ali pa pač od ust do ust, a ne, se pravi, vsak nekoga pozna ali pa se druži z nekom in potem, ko vidi, a ne, koliko se imamo mi fajn, se potem tudi odloči, jaz bi tudi, a ne. Kakšno je pa sodelovanje z drugimi podmladki? Pa moram reči, da dobro. Zdaj Klub mladih poslancev v Državnem zboru je tudi organiziralo že nekaj srečanj in tam smo se tudi srečali predstavniki političnih podmladkov in smo tudi začrtali neke smernice oziroma prišli do nekih zaključkov, kje so tiste točke oziroma katere teme so tiste, ki nas združujejo oziroma se strinjamo, a ne, in bi lahko na njih delali skupaj, a ne, ker če skupaj, a ne, stopimo, pa skupaj povemo, bomo veliko več možnosti imeli, da nekaj dosežemo, kakor pa vsak podmladek posamično, a ne. Je pa nekako Andrej Hoivik, ne, vaš glas v parlamentu. Tako, Andrej Hoivik, lahko bi rekla tudi Žan Mahnič, a ne, ampak ja, mislim, da je Andrej tudi eden najbolj aktivnih poslancev. Če se ne motim, ima tudi največ izgovorjenih besed, malo ga Kordiš. Zelo visoko je na parametru. Ja, tako da mi smo na Andreja res ponosni. Pričakujem, no, da bo v naslednjem mandatu še več 7 poslancev. Že prihodnje leto pa so evropske volitve, ne? Tudi tu boste verjetno v SDM-u aktivni. Tako, zdaj mi imamo v stranki, Slovenska demokratska stranka res daje priložnost mladim. In tudi na evropskih volitvah vsakič, ko so volitve, najmanj en mlad je sigurno na listi. Mi smo tudi že opravili evidentiranje. Ja, celotno evidentiranje je v stranki potekalo do 30. oktobra. Tako. Zdaj evidentiranje je kar nekaj mladih, a ne. Tako da tako, kot si prej rekla, naj zmaga najboljši. Naj zmaga najboljši. Jaz res upam, da bo lista čim bolj mlada, no, pa sveža. Se pravi, v kolikem času recimo nekako napoveduješ vse te kadre, ki se zdaj včlanjujejo v SDM in so zdaj v SDM-u aktivni, da bodo na nekih pomembnejših, mogoče celo vodilnih funkcijah v državi? A veš, in širše. To je težko reči, zaradi tega, ker lahko je nekdo v stranki, ne vem, že 20 let, pa pač nekako ne bo prišel čez to sito, ali kako naj rečem, a ne, da bo se prebil do neke funkcije, mogoče niti nima te želje. Se mogoče ravno to, da niso vsi, ki so v stranki, tudi ambiciozni za zasedanje kakšnih položajev. Medtem ko nekdo, ki je prišel, ne vem, 3 mesece nazaj, bo lahko, recimo Zala Klopčič, ne, naša, ona je prišla 1 leto nazaj, pa je danes že podpredsednica, ne. Lih zaradi tega, ker je dejansko dobra in jaz bom vedno porivala naprej dobre kadre. Mogoče spodbudiva, da jo kdo posledi na TikToku, ne, tam je zelo aktivna. Ja, tako. Pa na Twitterju in posod, ne. Ne, moramo pozvati najprej, da posledijo Slovensko demokratsko mladino na Instagramu, Facebooku, TikToku in tako dalje, ne. Ja. V tem vikendu imate veliko praznovanje, zdaj mogoče bo kdo ta podcast pogledal potem, ko bo praznovanje že konec, pa vseeno morda pozoveva koga, da se vam pridruži, poveš kdaj, kje, kaj se bo dogajalo. Torej 18. novembra, to je v soboto, bo v Leskovcu pri Krškem potekalo praznovanje oziroma slovesnost ob 34. obletnici Slovenske demokratske mladine. Vabljeni, da se nam pridružite. Slovesnost bo potekala v kulturnem domu, čisto novem kulturnem domu Leskovec pri Krškem, zraven gasilskega doma. In potem po uradnem delu bomo šli v Antoni klub, kjer nas bo zabavala skupina Viktori. Torta bo? Torta bo in to 2.
Tako da ne smete manjkati, pridite, res bo dobra žurka, vsi bomo plesali, če vas ni, boste zamudili ful dobro fešt. Če pa slučajno to gledate po tej soboti, pa pogledajte na vsa socialna omrežja SDM-a, kjer bo zagotovo veliko trenkov, se pravi, kaj vse imate? Ja, Facebook, Twitter. Ja, od socialnih omrežij, se pravi Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ne vem. Sicer so tam malo cenzurirane verzije, pa še vseeno se najde marsikaj zabavnega. Recimo na prijetno praznovanje vam želim, hvala, ker ste si vseeno vzela čas, čeprav imate ogromno dela s pripravami, pa se še kdaj takole srečava in pogovoriva. Hvala tebi za vabilo.